Lepo zdrav sem skupaj. Po res dolgem času, res dolgo časa se že nisem oglasila preko svojega podcasta Inspiracija. Zdaj sem pa rekla, ok, zdaj je pa res čas, da nekaj spet povem. Priznam, da včasih imam rada take ustvarjalne pauze. Nisem ravno človek, da bi ustvarila samo zaradi ustvarjanja, ampak zelo rada v bistvu si vzamem čas, ko začutim, da moj navdih več ni ta pravi in da ne delujem več iz pravega mesta v sebi, svojega vira. In sploh pa, ko rabim svoj čas, da se mi napolnijo baterije, da se mi zjasnijo neke, bom rekla, teme, vizije in to, kar želim pač z vami deliti. Želim, da imajo stvari neko težo in želim, da res vi od tega tudi kaj dobite, res, bom rekla, koristnega oziroma navdihujočega. Tako da evo, po nekaj mesečni pauzi skoraj da lahko rečem, da vas prav lepo pozdravljam v svoji 31. epizodi podcasta Inspiracija. Tale tema mi je prišla, bom rekla, zdaj kar spontano. Tema, ki je nekako vsota ali pa ne bom rekla vsota. Na nek način se mi zdi, da karkoli razmišljam o življenju, o svetu, o ljudeh, se vedno vsaka tema zreducira na eno najpomembnejšo, ki jo trenutno čutim, in to je, zakaj se ne čutimo dovolj dobri. Saj o tej temi mislim, da sem že govorila v enim izmed svojih podcastov, ali pa lahko rečem, da je vedno to neka rdeča nit vsega tega, kar vam sporočam, kar vam želim sporočiti. Ampak zdaj se mi zdi, da se mi je ta tema še nekako globje usedla, ker se mi zdi, da biti dovolj dober je tako globoko zakoreninjena stvar, vzorec, oziroma bolj ne biti dovolj dober, da to nekako, če rečem po domače, fura vse naše ostale odločitve v življenju, način, kako živimo, kako vidimo svet, kako tudi ocenjujemo druge, sodimo druge ljudi, zaznavamo svet. In se mi zdi, da si ta tema nekako zasluži mesto tudi v mojem podcastu, da mogoče malo predebatiramo o tem. Nisem si zdaj sestavila, priznam, nekega konkretne časovnice tega, kaj bom povedala, kako bom povedala, vem pa, zakaj bi to govorila, ker kot sem že povedala, se mi zdi to ena bistvena tema, ki jo opažam pri ljudeh, tudi s tistimi, s katerimi delam preko mentorske vloge, tudi s tistimi, ki jih srečujem na svojih, recimo, nastopih, tudi pri svojem delu z glasbo, nekaterimi glasbeniki, pa tudi v vsakdanjem življenju, ko srečujem ljudi, bodisi nekje na ulici, s kakšnimi mamicami, pa tudi pri otrocih. Tako da biti dovolj dober. Najprej sem se vprašala, zakaj je to tako ukoreninjeno v našo psiho. Dejansko imam občutek, da vedno znova se ne počutimo dovolj dobro, da vedno dvomimo o svoji lastni vrednosti. Jaz ne govorim o tej vrednosti v smislu, ko se prepričamo, da smo za nekaj dobri, ali pa ko nam življenje na nek način pokaže preko nekih konkretnih rezultatov, da smo nekaj naredili dobro, bodisi to, ne vem, da si ustvarimo, rečemo, družino, da imamo dober posel, da imamo finance, kot si želimo, da imamo konec koncev dobre odnose, skratka, da nam zunanje okoliščine v nekih segmentih kažejo, da smo dovolj dobri. Gre se za tisti fundamentalni občutek pri ljudeh, tudi ko na nek način te stvari dosežemo, še vedno čutimo ta občutek, da nismo dovolj dobri. In takrat se je dobro vprašati, zakaj? Od kje izvira ta občutek in zakaj zaradi tega občutka v bistvu ženemo sami sebe do take mere, da se izčrpamo in se vidimo v svetu, koliko je zdaj govora o izgorelosti, o takšnih in drugačnih boleznih in stanjih psiholoških. Vse več ljudi išče pomoč terapevtov, psihologov, psihiatrov in kapo dol za tiste, ki, bom rekla, imajo to moč, da si poiščejo pomoč. V tem je velika moč, tukaj ni nobenega, bom rekla, sramu ali česarkoli. Prav je, da poiščemo pomoč, če sami ne znamo ven iz določenih kompleksnih situacij,
ker glede na to, kako se svet spreminja, kaj vse se dogaja v svetu, enostavno včasih ne najdemo odgovorov. Ampak jaz bi tokrat apelirala na to, da se enostavno vprašamo, zakaj smo se tako utojili od samih sebe, da niti ne zaznavamo več, kaj so naše resnične potrebe, kaj so naše resnične želje, kaj v bistvu mi v resnici potrebujemo in kaj je v resnici pomembno v življenju. Tako smo se prepletli z idejami, ki nam jih narekujejo drugi, da enostavno več ne zaznavamo, kaj je pa naše. Včasih se mi zdi, da smo se tako poistovetili s tem, kar na nek način družba narekuje, da bi bilo dobro za nas, da bi bilo prav, da enostavno mislimo, da so to naše želje, da so to naše potrebe, da to resnično potrebujemo. In potem se čudimo, zakaj smo izčrpani, zakaj zbolevamo, zakaj nismo zadovoljni v življenju, zakaj ne vidimo smisla, zakaj kljub temu, da na nek način smo zadovoljili vsem tem pričakovanjem družbe, drugih ljudi, še vedno nismo izpolnjeni. In prišla sem do enega takega res preprostega odgovora zase. In sicer, da v resnici res ne potrebujemo veliko. Kar pa res potrebujemo, pa je stik s samim sabo. Stik s svojim virom, svojim dihom, s temi čisto preprostimi stvarmi, ki se nam zdijo ne bodi ga treba, in da so odnosi tisti, predvsem pa odnos, ki ga imamo s samim seboj, kako govorimo s seboj, kako se negujemo, kako razmišljamo o sebi, kako upoštevamo svoje potrebe, v bistvu določa kvaliteto našega življenja. Spomnim se enega pogovora, nekje sem ga zasledila, ne vem točno, ali je bilo to online ali v živo, ampak se spomnim ena gospa je bila, ki je rekla, toliko damo poudarka na to, ne vem, kaj jemo, kako se oblačimo, da je vse organsko, da je vse ni, da ni, ne? Ampak pozabimo pa, da je najpomembnejša stvar to, komu v resnici pustimo v svoje življenje, komu odpremo svoja vrata. In sem začela res kar konkretno o tem razmišljati, v bistvu, kako ljudje puščamo v svoje, bom rekla, zasebno življenje ali pa v svoj osebni prostor ljudi, ki nam lahko zelo zagrenijo življenje na nek način. No? Da si dovolimo, da nam pokvarijo dan. Ne? Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da vam je kdo kar pokvaril dan samo zato, ker je izrekel pred vami neko opasko, ki vas je recimo prizadela in se s tem potem ukvarjamo in se sprašujemo, pa zakaj, a res delam kaj narobe, skratka spravijo nas v nek dvom, začnemo dvomiti o sebi, v svojem življenju. In začela sem ugotavljati, koliko je res pomembno, koga spustimo v svoj krog in komu zaupamo svoje najgloblje razmišljanja, svoje sanje, svoje strahove. Ker žal smo ljudje še vedno zelo pogojeni in ne razmišljamo toliko še drug o drugem, kaj kdo komu doprinaša, ampak kot da smo nekako ločeni in mislimo, da če ljudje nekaj postanejo, če ljudje živijo svoje življenje, da nam v bistvu s tem na nek način odvzemajo nekaj našega, pa ni res, za vse je dovolj prostora, za vse je dovolj in ko bomo to spoznali, bomo lahko dosti bolj privoščljivi v pozitivnem smislu in srečni za uspehe drugih ljudi in tako naprej. Skratka, naj vas ne ovira ta miselnost, da niste dovolj dobri. Ker biti dovolj dober ne pomeni ugajati drugim, ne pomeni živeti po prepričanjih drugih ljudi oziroma po prepričanjih družbe, kar družba misli, da je dobro za vas. Ampak biti dovolj dober pomeni, da ste že samo, da obstajate na tem svetu, če tudi ne bi naredili, premaknili prav nič v tem trenutku, da ste že dovolj. Ker samo iz tega občutka, da ste že ta trenutek dovolj, ne glede na to, kaj doživljate, kakšna čustva so v vas, kaj vas, tudi če ste naredili napako po vašem mnenju v življenju, več napak, vsak dan jih delamo lahko konec koncev, da ste okej. To je življenje, to je proces, to je učenje.
In dokler ne bomo tega videli na tak način, lahko že enostavno živimo v svetu nenehnega obsojanja, krivde, sramu in vseh teh občutkov. In nič vam ni treba izboljševati, popravljati, biti nekdo drug, se truditi postati nekdo, ampak trudite se najti stik samim sabo, vsak dan. Najti načine, ki vas pomirjajo, najti načine, ki vas napolnjujejo, karkoli to je. Ne rabi biti to nekaj velikega, ne rabi biti to na očeh javnosti, dovolj je, da enostavno delate, počnete nekaj, kar vas res razveseljuje. In to vas bo napolnilo in to boste potem izžarevali tudi v okolje in to bo spreminjalo svet. Tako radi se obračamo navzven in razmišljamo samo, kaj je narobe, nič ni dovolj dobro, vsi so grozni, svet je grozen. Ne pravim, da se ne dogajajo grozne stvari, ne pravim, da ni krivic na svetu, ne pravim, da so stvari, ki res človek težko razume, zakaj se dogajajo, kako so ljudje lahko takšni. Ampak s tem ne bomo rešili ničesar v bistvu. Ne? Svet bomo rešili tako, da bomo najprej rešili svoj svet pred lastnimi dvomi do sebe, pred lastnimi, bom rekla, manj vrednostnimi občutki, pred lastnimi negativnimi projekcijami sveta. In ko bomo razumeli sebe, že poznate verjetno ta stavek, ko razumeš sebe, razumeš svet. Tako da dajmo rajši v bistvu vlagati energijo v razumevanje samega sebe, pa se bo začel spreminjati tudi svet okoli nas. In če si predstavljate določeno maso ljudi, ki to naredi, se bo prevesila tudi družba. Tam, kamor bomo vlagali energijo, tisto bo raslo. In če bomo vlagali v energijo samo v nerganje, kako nič ne deluje in kako je vse grozno, in jo raje dajali v tisto, kar deluje, kar nam prinaša mir, kar nam prinaša zadovoljstvo, ob čemer se počutimo dovolj dobri, šele takrat se nam bo tudi svet pokazal dovolj dober, ker si bomo ustvarili na tak način okoliščine, ki nas bodo podprle. Ko bomo najprej v sebi podprli same sebe, vedno lahko najdemo vsak dan razlog za življenje, razlog, da smo srečni. Konec koncev je sreča odločitev. Sreča ni nekaj, kar je produkt nečesa, kar smo naredili, storili, dosegli. Mislimo, da je tam nekje, ne? Ko bomo še to, pa še to, pa še to, pol bom pa res srečen. Ampak je v bistvu odločitev, da se vsak dan zbudiš z odločitvijo. Danes se pa podpiram. Danes je moj svet poln sreče, ker ga hočem tako videti, ker vidim stvari, ki me osrečujejo, ker vidim, sigurno vsak od nas vidi kakšno malenkost, ki nas pa osreči. Ali pa tudi, če jo ne, gre se samo za to, bom rekla, stanje bitja v sebi. In iz tega občutka se potem širi, bom rekla, ta sreča v vse pore našega življenja in konec koncev v družbo. Tako da začnite pri sebi doma, začnite pri svojih otrokih, začnite pri sebi, pri svoji družini, v svojem okolju. In s tem bomo ustvarjali na nek način valove dobrobiti, valove, ki se bodo čutili. Ljudje smo energijska bitja in ljudje začutimo, začutimo valove energije, ki prihajajo iz drugih ljudi. In ko je ta masa dovolj velika, ljudi, si predstavljate maso ljudi, ki razmišlja, ki čuti srečo, ki daje upanje, ki ima to energijo upanja, energijo dobrega, to se širi. Tako kot se lahko širi negativno. Ampak, saj veste, kaj bomo hranili, ne? To je naša odločitev, ki mora priti iz nas in to je tista odločitev. In dovolj je bilo tega, nismo dovolj dobri. Dovolj smo dobri že takšni, kot smo in začnimo izhajati iz tega. In odmaknimo se od tistih stvari, ki nas vlečejo dol, odmaknimo se, zberimo vso energijo, da začnemo vlagati sebe, svojo energijo, svoje ideje konec koncev tam, kjer vemo, da bodo te
ideje, ta energija, kjer bo vzcvetela, kjer bo se razvijala, kjer se bo lahko širila in razvijala. To je največ, kar lahko naredimo zase, za vse ljudi, predvsem pa za naše prihodnje generacije. Tako da, evo, to sem želela deliti z vami, če sem čisto iskrena, nisem vedela točno, kaj bo prišlo ven iz mene v tem podcastu, ampak res priznam, da sem že pogrešala malo te klepete z vami v vaši družbi. Tako da vabljeni, da pokomentirate stvari, vabljeni, da me kontaktirate in vabljeni, da se tudi sami izražate na tak ali pa drugačen način, tudi če je to doma z vašim otrokom ali pa samim sabo, tisto, kar vas poživlja, tisto naj bo del vašega vsakdana. Sigurna sem, da vsak najde 5 minut časa v svojem življenju, da naredi nekaj, kar prižge iskro v njem. Hvala, ker ste prisluhnili, že 31. in se vidimo ob mojem naslednjem navdihu v naslednji epizodi. Imejte se lepo, uživajte še v tem poletju in se vidimo kmalu.